Se izrekate za krivega, ker ste krivi? Da. Videli ste Briana Kohbergerja na sodišču in videli ste njegovo zbirko selfijev, zdaj pa ga bomo videli za zapahi, kot ga še nismo. Razložila bom in še bolje, pokazala vam bom. Dobrodošli na Law and Crime, sem Angelette Levy. Brian Kohberger je v zaporu v najstrožje varovanem zavodu v Idahu. On je zapornik številka 163214. Večino dne preživi v svoji celici, čeprav mu je dovoljena 1 ura rekreacije na prostem na dan, vendar nam je bilo povedano, da tega v resnici ne izkorišča. Kohberger je zdaj star 31 let in prestaja 4 zaporedne dosmrtne kazni zaradi grozljivih umorov Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Zane Cornoodle in Ethana Chapina. O njihovih nesmiselnih umorih smo tukaj na Law and Crime govorili že tolikokrat. In tolikokrat smo vam pokazali tisto, kar sem poimenovala slavno fotografijo z verande, da jih sploh ne morem prešteti. Nastala je nekaj ur, preden so bili 4 zabodeni do smrti v hiši na King Road. Zabavali so se pred veliko nogometno tekmo. Zavedno so ostali ujeti v času. In potem je zlo vstopilo v njihov dom izven kampusa in jim vzelo življenja. Njihovi umori. Kdo je to storil? Preiskava je trajala tedne, kot se spomnite, in zdelo se je, da ni nobenih sledi. Toda ostala je ena sled, ki je vodila do osumljenca. Nožnica za nož kbar z emblemom ameriške mornariške pehote. Testiranje tega tulca je kasneje razkrilo DNK profil enega samega moškega na usnjenem paščku. Zdaj vemo, da je DNK pripadal Brianu Kohbergerju, doktorskem študentu na Washington State University, ki je študiral kriminologijo. Enota SWAT v Pennsylvaniji je aretirala Kohbergerja v hiši njegovih staršev v Pennsylvaniji nekaj dni po božiču leta 2022. Odvetnik, ki ga zastopa, je izdal izjavo, v kateri je dejal, da upa, da bo oproščen. Vidimo, kako se je to išlo. Kohbergerja so prepeljali v Moskov v Idahu, kjer je odgovarjal na obtožbe in bil sprejet v zapor okrožja Layton. Prvič se je pojavil na sodišču v okrožju Layton 5. januarja 2023. Zelo dobro se spomnim. Bila sem tam. In vidite, Ann Taylor je bila tam z Brianom Kohbergerjem. Zastopala ga je skozi celoten primer do konca. Opažite tisti suknič, ki ga nosi. Je črno-bel. Čez trenutek ga boste ponovno videli. Tistega istega dne, januarja 2023, so preiskovalci državne policije Idaha obiskali Kohbergerja v zaporu okrožja Layton. Želeli so ga fotografirati od glave do pet za potrebe preiskave. Zdaj imamo te fotografije. Ni nenavadno, da posnamejo takšne fotografije. Ta prikazuje Briana Kohbergerja v oranžnem zaporniškem kombinezonu, ki ga je izdal zapor okrožja Layton. In ena večinoma prikazuje spodnji del telesa Kohbergerja v istem oranžnem kombinezonu. Kmalu bomo razložili, zakaj bi bila takšna fotografija sploh posneta. Druge fotografije prikazujejo Kohbergerjeve roke, ki so videti izjemno rdeče. Vemo, da je imel navado obsesivno umivati roke. Razlog za to je lahko predmet razprave. Njegovi odvetniki so povedali, da je trpel za obsesivno-kompulzivno motnjo. In ta naslednja fotografija vas kar malo preseneti, ko jo prvič vidite. Prikazuje zadnji del nog Briana Kohbergerja, brez tistih oranžnih hlač. Za to fotografijo je tudi snel svoje zaporniške copate. V redu. Da bi govorila o teh fotografijah iz januarja 2023, želim povabiti Chrisa McDonougha. Je upokojeni detektiv za umore, prav tako voditelj oddaje Interview Room na YouTubeu, odlične oddaje, in tudi član organizacije Cold Case Foundation, torej preiskujejo veliko zločinov. Chris, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Preiskovali smo. Hvala, da ste me povabili. Zelo cenim to. Hvala. Bilo bo zabavno. To bo zabavno. Zabavno na grozen način. Ampak tisto, o čemer bi rada najprej govorila s tabo, je, da imava veliko zapovedati, vključno z nekaterimi novimi zapisi, ki smo jih pravkar dobili z Washington State University. Ampak najprej se pogovoriva o teh fotografijah, ki jih je 5. januarja 2023 posnela državna policija Idaha.
Kar se mi zdi zanimivo pri teh fotografijah, je dejstvo, da so bile posnete tako dolgo potem, ko je bil zločin storjen. In vendar to počnejo, po mojem mnenju, zato da bi iskali morebitne poškodbe na telesu Briana Kohbergerja. Bi se strinjala s tem? Ja, absolutno. In dejansko, če pogledate te fotografije, je to tisto, kar bi imenovali popoln pregled. Kaj ne? In kar želite narediti, sta dve stvari. Najprej želite čim prej narediti kakršnekoli fotografije, ki jih lahko. In v tem primeru je bilo to takoj po aretaciji. Iskreno povedano, to bi morali narediti v Pensilvaniji, ko je bil prvič areteran. To bi morali narediti tisti dan. In potem bi običajen protokol bil, da ga oblečejo v papirnat kombinezon ali nekaj podobnega, vzamejo njegova oblačila, naredijo fotografije, vse spravijo v vrečke in tako naprej. Ker so na tem naboru fotografij, ki jih imate, vidne nekatere precejšnje poškodbe. Poglejmo si nekaj teh fotografij na zaslonu. Začela bom s prvo fotografijo v seriji. In pravzaprav prva fotografija, veste, prikazuje noge Briana Kohbergerja. Vemo, da so ga popolnoma sletli, vendar nam teh fotografij seveda niso posredovali. To bi bila kršitev njegove zasebnosti. Ampak vidimo Briana Kohbergerja, zadnji del njegovih nog. To so nam pokazali. Tam ne vidim nobenih poškodb, vendar morajo dokumentirati celo njegovo telo. Mislim, verjetno so celo fotografirali podplate njegovih stopal, če smo iskreni. Pravilno, ja. Morajo dokumentirati vse. In točno tako, kot si rekel, mislim, da je od umora minilo približno 30 dni ali pa vsaj skoraj toliko. In zato moraš to upoštevati, če je bilo kakšno modrico ali kaj podobnega. Torej, pomen teh celostnih fotografij telesa je v tem, da iščeš rane, ki se celijo. Morda zato, ker je bilo uporabljeno nož. In kar boš videl, je rana v procesu, ko se sama celi. In potem lahko dobiš zdravnika, ki lahko strokovno oceni, kdaj bi se ta rana lahko zgodila. Verjamemo, da so bile te slike posnete 5. januarja 2023, na isti dan kot njegov prvi nastop na sodišču. In to verjamemo zaradi suknjiča, ki ga nosi Ann Taylor. Tukaj vidim njegovo roko. Veš, vidim nekaj, kar bi lahko bila rahla modrica. Nisem povsem prepričana. Ampak mislim, da so te fotografije skoraj 2 meseca po zločinu. Je na tej fotografiji kaj, kar ti izstopa? Ne, mislim, lahko vidiš, kar se zdi, veš, tukaj zgoraj, pri ključnici, tam, kjer se roka združi z lopatico. Veš, zdi se, da je tam nekaj razbarvanja in to bi lahko bila, veš, modrica ali subduralna, veš, kot temu pravijo, podkožna krvavitev morda. Ampak, kot si rekel, to je bilo 2 meseca po zločinu. Torej, bi to lahko imel. To bi se lahko zgodilo kadarkoli in morda ni nujno povezano z umorom. Zato je pomembno, da se začnemo osredotočati ne nujno na okončine zaradi časa, ampak na roke in podobne stvari. Tam je še ena modrica. To je dober primer. Ja, to je prav. To je slika številka 3, prva. Predtem je bila številka 2. Rada bi govorila o rokah. Roke so mi zanimive iz več razlogov. Roke so zelo, zelo rdeče. Vemo, da je po storitvi zločina dosledno nosil te rokavice, ker smo to videli v poročilih. Vidimo jih, ko je na uradu za motorna vozila. Tudi to si bomo kmalu ogledali. Ampak roke, to je slika 5. Tu so njegove roke. Noti so neverjetno beli. K temu bomo prišli čez trenutek. In tam je Ann Taylorjeva, tisti črn suknjič z belim okrasjem, isti, kot ga je nosila na tisti obravnavi v ozadju. Pojdi nazaj na tisto drugo sliko, ki smo jo pravkar videli. V redu, poglej spodaj desno, proti dnu slike, blizu njegove glave. Ja, to, veš, izgleda kot nekakšna zareza v koži.
V redu, ne morem povedati, ali je to modrica ali zareza. To bi bilo skladno z nohti. Veš, nekdo, te je praskal ali vlekal. In spet, to se nanaša na to, kdaj je ta določen znak nastal. Zdravnik bi moral reči, v redu, ja, je v tem procesu celjenja. V redu. In zato se moraš vprašati, ali se je okužilo, ali je mogoče, veš, da je to sled nohta, če vidiš, kot da je udrtina v koži. Prav tako rada bi še več govorila o rokah. Mislim, da so roke tukaj zelo pomembne. Ja. In ne veste, tukaj imamo več posnetkov rok, to so slike 9, 10, zdaj smo pri 10, in potem imamo sliko 11. Roka. To je res pomembna slika. In razloži mi, zakaj je ta slika tako pomembna. Nohti so neverjetno beli, nohtne posteljice. In potem, veš, njegovi nohti so kar dolgi za moškega, mislim. Ne vem. In potem ima tisto zanimivo znamenje na kazalcu, ki se zdi, da se celi. Povej mi, zakaj je to pomembno? Ja, to samo po sebi bi lahko bila rana, ki je nastala med spopadom in se še vedno celi. To je očitno, to bi bilo po mojem mnenju, izmed vseh teh fotografij najbolj pomemben dokaz, ker lahko to vidiš. Ta rana sama po sebi se zdi, da je še vedno v procesu celjenja. Ni izginila, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je po incidentu tip hodil po mestu z rokavicami. Roke same po sebi, kri, ki se nabira v njegovih rokah. Ne vem, ali ima kakšno vrsto težav z zdravili za rečenje krvi ali kaj podobnega, vendar bi to lahko bilo tudi v skladu s prekomernimi modricami med spopadom. In morda je med udarjanjem ali nečim podobnim pretrgal nekaj krvnih žil ali kaj takega. To je sicer njegova šibka roka, ker če je desničar, je to njegova šibka roka. To nam potem pove, da če udarja in mu je leva roka v napoto, bi to lahko pojasnilo. Veš, tip noža, oziroma tip rane, ki bi si jo lahko po nesreči sam povzročil. Kar ni v neskladju, ni v nasprotju s tistim, kar smo videli, torej z divjim napadom na kraju zločina. No, Chris, razmišljam takole, ker gre za levo roko, ti si tukaj strokovnjak, ampak to je moj način razmišljanja. Kaylee, uboga Kaylee, vemo, da je imela zlomljene zobe. Slišalo se je, kot da je bila njena glava močno poškodovana. In če je ni pričakoval v postelji in je pričakoval samo Maddie in ga je presenetilo, ko jo je zagledal, je lahko imel nož v dominantni roki, desni roki, nato pa jo je poskušal poškodovati na druge načine z levo roko. In vemo, da je imel izkušnje z nekakšnim boksom ali nečim podobnim. Tako da bi lahko bilo, veste, slišala sem, da nekateri teoretizirajo, da je bil kbar uporabljen, veste, da je poškodoval Kaylee na različne načine, medtem ko je držal roko. Ampak vseeno se sprašujem, če je imel nož v eni roki in je hkrati nekaj počel tudi z levo roko. To je moje mnenje. Ja, s tem se ne morem ne strinjati. Verjamem, da jih je pristopil z desne strani postelje in takoj se lotil. Midi. In potem se je moral nagniti čez Medi, ker obstajajo dokazi, da sta obe brcali. In tako si, po mojem mnenju, se strinjam s tabo, da bi ona, veš, ali pa on dosledno uporabljal obe roki, da bi nadzoroval obe žrtvi. Ampak če pogledamo rane na Madison, veš, so zelo brutalne in prizadejane zelo hitro. In tako je Kaylee, ki je ob steni, zdaj v tako imenovanem položaju, v katerem jo osumljenec obvladuje, ker jo je ujel ob steno. In tako je to srdit boj.
In to pomeni, da bi se moral nagniti čez medij, da bi prišel do Kaylee. In zato v nekaterih primerih, v tem primeru, vidite to občasno besnilo, kjer celo. Etanovi sobi, kjer zabada v posteljo, prav, ker izgublja nadzor v tem okolju. In zato bi takoj posumil, da ko jo napada, izgublja nadzor. In zato je nožnica najdena pod eno od žrtev, ker poteka ta silovit boj. In ta rez na roki je morda v procesu celjenja. In modrice bi lahko bile, kot si omenil, posledica tega, da jo je držal ali dušil, ker obstajajo dokazi, da je bila na nek način zadavljena ali je bil zatisnjen usta. Torej, morda ji je dal roko čez usta In morda je to ugrizna rana. Morda je to zob, ki ga ona da v usta in ga ugrizne. V redu, vse to je mogoče. In kar bi bilo tudi potrebno, za to fotografijo, samo da rečeš, da si to naredil, je, da bi z te poškodbe vzeli bris, da bi videli, če je bilo kdaj kaj tam. Verjetnost je zelo majhna, če je že toliko časa minilo. Ampak vseeno moraš to narediti kot preiskovalni ukrep, da to izključiš. Seveda, seveda. In to je bila fotografija številka 11. Imamo še druge fotografije njegovih zapestij in rok. Še vedno mislim, da je morda nosil rokavice po mestu, da bi prikril morebitne poškodbe in seveda tudi DNK. To bi bila njegova desna roka. Tukaj ne vidim ničesar posebnega, ampak morda boste vi opazili kaj, česar jaz ne vidim. No, mislim, to bi lahko bilo preprosto zaradi krvi, ki se je očitno nabrala v tej desni roki, ker telo poskuša to zaceliti. Ne vem, ali ima kakšno krvno motnjo, seveda nisem zdravnik. Ampak če pogledaš pod palec, ni tako. Zdi se, da je pod palcem še vedno izrazita podplutba. Torej, ni samo na vrhu roke, zdi se, da je tudi na spodnji strani roke. Rad bi videl fotografijo njega, kako drži roke tako. V redu, da nam pokaže, kaj je na notranji strani njegovih rok. Ja, in to je za fotografijo 14. Vidimo več fotografij njegovih rok. Veš, tam ne vidim ničesar posebej izjemnega. To je fotografija 16. Spet imamo njegov predel bicepsa. In potem podlakti na fotografiji, 17 fotografij, 18 spet. Če pogledaš na 18 tukaj na njegovem izrezu na podlakti, lahko vidiš nekaj, kar izgleda kot brazgotina od tega, kar bi imenovali sledovi vbodov. Spomni se, da je imel pred leti odvisnost od heroina. Če pogledaš na njegovo levo roko tam, lahko vidiš nekaj, kar izgleda kot nepravilnost na koži, veš, višje kot preostala koža. In to bi lahko nakazovalo, da so to bila njegova mesta za iniciranje zaradi uporabe heroina. Zdaj bomo nadaljevali s fotografijo 19. To je le bližnji posnetek iste roke. Fotografija 20. Še en pogled na Briana Kohbergerja. To je njegova desna roka. In vidim, veste, kaj bi lahko bile morda pege in podobne stvari. In potem imamo fotografijo 21. Veste, ali so to samo referenčne fotografije? To smo naredili. Dokumentiramo, ker preostale fotografije, Krištof, prikazujejo njega v zaporniškem kombinezonu. V redu. Ja, in lahko vidite, jasno piše, šerifov urad okrožja Lejtav na njegovi desni nogi. Lejtav ŠUO. In imamo fotografije 2.3, 2.4 in 2.5. In te, veste, tukaj ni ničesar, ne vidim ničesar posebnega. Spomnim se, da sem v nekaterih poročilih prebrala, da je imel praske. Nekateri so opazili praske na njegovem obrazu po dogodku. Veste, rahle praske. Ampak, veste, ni se zdelo nič posebnega. Tukaj ne vidim ničesar. Prav tako sem mislila, da je nekdo v enem izmed poročil pred časom rekel, da je imel poškodbe na rokah in da je nekomu povedal, da je bil v neki vrsti prometne nesreče.
Tako bi to lahko bile tiste celijoče se rane, ki smo jih videli pred kratkim. Prav. Zdaj bi rada prešla na nekaj, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Dobili smo nekaj novih zapisov z Washington State University. In to je o policistih, ki so bili vključeni v ta primer, ko so našli avto Briana Kohbergerja, potem, ko je bilo konec novembra izdano policijsko opozorilo. 2 policista sta ga preverila. In eden, veste, je dejansko odpeljal do stanovanja in videl vozilo, vendar ga očitno niso prijavili. To je zgodba, veste, ko sem se pogovarjala z načelnikom Jenkinsom že dolgo nazaj, da ni bilo pravo leto v obvestilih. Zato nismo poklicali v Moskvo in povedali, da smo ga videli. Zdaj imamo e-pošto, kjer načelnik Jenkins januarja 2023 po aretaciji čestita in pohvali za to, da so našli vozilo, vendar ga nikoli niso prijavili. Tako je bilo tam v preiskavi morda izgubljenega dragocenega časa. Kaj meniš o tej e-pošti, Chris? Mislim, da so o tem že govorila Angela v eni od prejšnjih oddaj s tabo. To je bila, po mojem mnenju, velika preiskovalna napaka. In to ni bila le napaka v smislu, da tega nismo javili naprej. Prav. Policisti so opravili svoje delo. Našli so avto. Oni so šli do avta. Nekdo je sprejel odločitev na višji ravni in rekel, naj ne kontaktirajo lastnika tega avta. Fredo. In potem so tej odločitvi, po mojem mnenju, dodali nesmiselni izgovor, da je bilo napačno leto. Prav. No, prav, kaj pa je potem bilo v bolj pravilno? Iščemo bel Hyundai. Na tem območju, karkoli na tem območju, v redu, okoli možnega časa zločina. Naj bi predpostavili, da Washingtonska državna univerza v tistem e-poštnem sporočilu tudi ni iskala posnetkov tega avtomobila v noči zločina. In kaj po mojem mnenju počne načelnik? Ve, da niso naredili le ogromne napake, ampak so vse skupaj zapravili, ker bi lahko imeli, in nerad to rečem, za katerokoli policijo. Jaz podpiram policijo, ko imamo prav, in tudi povem, ko nimamo prav. V redu, to je naša odgovornost do javnosti. In ta načelnik dolguje javnosti in družini, da reče, veste kaj, nismo naredili le napake, imate prav, morali bi. Bi morali iti in potrkati na vrata tistega človeka, na katerega je bilo registrirano tisto vozilo in je živel v tistem stanovanjskem kompleksu. Ker Bog ne daj po tisti noči. Če bi ubil še koga drugega, bi imel tisti načelnik dolgoročno res velike težave. In tako je nekdo sprejel odločitev na ravni poveljstva in rekel, v redu, imate avto. Imate avto, ki ustreza opisu. Ja, je bel, ja. Kje je? Tukaj je, v redu. Ugotovite, kdo je lastnik. Opravite razgovor s to osebo. In pošljite to v Moskvo. To je bil ustrezen protokol. Chris, zdaj si oglejmo ta posnetek Briana Kohbergerja na BMW-ju. To je 5 dni po umorih. Tam je, da zamenja registrske tablice. In on je v zvezni državi Washington. Kmalu ima rojstni dan. Torej, ne bom rekla, da to počne zaradi umorov. Ampak tam je in je zelo sproščen s temi ljudmi. In njegovi odvetniki so rekli, veste, ima Aspergerjev sindrom in ne more, ni dober z ljudmi. In bil bi grozna priča in vse te stvari. Ampak predvajamo kratek posnetek tega in poglejmo, kaj si mislimo o njem. Torej, prihajate iz New Yorka. Kako vam je tukaj všeč? Pravzaprav sem iz Pensilvanije. Ste iz Pensilvanije. Ja. In potem ste bili? Ja, družina je iz Brooklyna. Brooklyn. To je razlog, zakaj si takšen. Mislim, da to res lahko vidim. V redu, to je pošteno. Ja, mislim, odraščal sem v regiji Bay Area. Moja babica in moj oče sta bila velika oboževalca Giantsov, kot da bi to bilo v naši družini. Všeč so mi te stvari. Malo več hodim v hribe in kampiram. Ja.
Nisem ravno odraščal s kampiranjem. Si tudi ti začel s tem? Ja. Ja. Lahko je malo zastrašujoče. Ampak že enodnevni pohodi so res lepi. Rada hodim v Elk River v Idahu. Tam imajo slap. Grem na nekaj kilometrov dolg pohod. Ampak ko prideš do zgornjega, srednjega in spodnjega slapa, je res lepo. Sem kar zabavna. Ja. Ja, Elk River, Idaho, tam imajo akumulacijsko jezero v mestu, okoli katerega lahko hodiš. Toliko majhnih kotičkov je že samo na tem enem mestu. In potem gremo tudi gor, recimo Court of Lames ima veliko čudovitih pohodniških poti. Zanimivo, ja. Tako da, če kdaj pogledaš svoj kraj, Predlagala bi ti ta območja, če iščeš zabavo. Ja, pravzaprav mi je to všeč. Všeč mi je motorizirana modra. Vem, da je Spokane nekoliko bolj zelen. Ja. Ni tako, da ne bi bilo zeleno. Chris zdi se zelo sproščen pri kramljanju. Ni tako neroden, kot so ga njegovi odvetniki prikazali na teh narokih o procesnih predlogih. Kaj si misliš o tem videoposnetku? No, najbolj presenetljiva stvar tukaj je, da gre za vedenje po dogodku, kot bi temu rekli. V redu. In to nam pomaga razumeti, da je, pazi, na tej točki ta tip serijski morilec. Ubil je 4 ljudi. In zaradi sprostitve vse te napetosti na kraju zločina skoraj začuti, da globoko v sebi ve, da je storil nekaj izjemno grozljivega. Ampak zanje je bila to zmaga. Zanje je bila to situacija, ki se je dolgo časa nabirala. Spomnite se stopnjevanja, nenehnega vračanja na kraj zločina, kjer so ga ujeli prek podatkov baznih postaj in nadzora vsega, kar je ta človek počel. In zdaj se zločin zgodi. Fantazija je razkrita, torej je dosegal svoj cilj. Brutalno je pretepel te žrtve. Pobijali jih je, veste, zelo brutalno. Zanj je to osvojitev. To je skoraj tako, kot da bi ustrelil leva na Serengetiju. V redu, in to je tisto, čemur pravimo vedenje po incidentu. In opazite, da je očrljiv. Ima to kameleonsko plat svoje osebnosti z neko vrsto domačnosti v odnosu do sogovornika. Skuša ustvariti most v pogovoru. O, rad imam naravo, rad imam to, rad imam ono. V redu. In skuša to povezati nazaj s tem izvidnikom. Toda tisto, česar vam ne pove, se spomnite fotografij krajev, ki jih je obiskoval. To so bile prav tiste kaskadne gore, kjer je obiskoval Ted Bundy. V redu. Tam, kjer je delal te selfije, veste, s krajem, kjer je Ted Bundy odlagal trupla v ozadju. Torej, spet, to je del stopnjevanja, a je še vedno del njegove fantazije. Te fantazije nikoli ne bo opustil. V redu, ker ga je to zdaj postavilo v kategorijo, kjer se po umorih enači z drugimi. Hej, jaz sem pač kot vsak drug serijski morilec. Zato bom to igro igral, dokler bom lahko. In to je zelo zavajajoče. On je volk v ovčji preobleki. In to vedenje vidimo, veste, da se pokaže 5 dni potem, ko je zaklal te 4 žrtve. To je nekaj, res je nekaj posebnega. Mislim, zdi se kot nekdo, s katerim bi se lahko preprosto pogovarjal. Resnično, res se zdi tak. Ja, in mimogrede, taki so. Ja. Veš, dobesedno. Chris McDonough, najlepša hvala, res cenim to. Hvala, Anthony. Zdaj, najpomembnejši ljudje v tem primeru, vsakič, ko govorimo o tem primeru, se moramo spomniti, kdo je pomemben in kdo je najpomembnejši. To so Maddie, Kaylee, Ethan in Xana. Spomnite se njih in njihovih družin. To je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Angelet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednji.